nekateri govorijo o literarnem čudežu pri Marijo Snežni. O literarnem čudežu, tako v tem stoletju, Madonna je kanih 6-7 pisateljev, ki v Sloveniji nekaj pomeni. In vam povem, ta punca je v tej vrsti. Nataša, kako ste sploh prišli na to idejo? Na zasnovo zgodbe? Ja, v bistvu zasnova zgodbe je zelo stara in je nastala za ene take časovne škrbine. V bistvu en stanovalec mož me je čakal, ko sem šla iz službe takrat in je en stanovalec vprašal, če si že dolgo tukaj. In je mož rekel, ne, nisem. In v bistvu ta čez kratki pogovor je meni dal ogromno zamisliti in seveda se je potem okrog tega stavka v različnih časovnih presledkih nabirala ena zgodba, ki je potem našla končno obliko v drugi barvi lune. Namreč govori o tem, kako zelo tanke so meje in meni se takrat vedno pojavljalo vprašanje, joj, kaj pa če bi res bilo, kaj pa če bi res bil in če bi se res zgodila ljubezen? Prvi del se mi je zdel takoj odličen. Mlada bolniška sestra pride v Prastovec, vsem prvim tak zavod, ampak res vidi eno ruino od normalnega psihološkega in zdravstvenega pristopa do takih ljudi. Zaplete se, ko pride nek moški, ki je bil na vlaku pretepen, kako da je izgubil spomin in v tej naši humani socialistični družbi niso imeli rešitev in so ga dali v tak dom. Tako zelo tanko gradi ta odnos in ne postane dolgočasno. Vedno bolj napeto je. Od se mi je zdelo, da je punci se treba prekloniti, pa da je malo kofirati, da je dobra, ker res zna zgodbo naplesti.